Ne. To izključevanje kritičnih glasov, to je sindrom in simptom nezrelih političnih organizacij. Žal, če se pogovarjamo o tem, da bodo zdaj nekoga, ki se z nekom v stranki ne strinja, postavili in so ga na stranski rob, to se mi ne zdi okej, ne. Zdaj, Aljaž, na tvoje vprašanje, kaj s tem, če sem prav razumel, kaj bi s tem Gibanje Svoboda pridobila? Ali pa zgubila v končni fazi, ne? Ja, sej, dve plati istega kovanca. Ne vem, ne, to je zdaj zelo hipotetično vprašanje. Kakšen doseg oziroma kakšen potencial ima nagovoriti volivstvo Urška Klakočar Zupančič. Ona je kar pri vrhu teh Andraževih priljubljenih lestvic priljubljenosti. Se ona smuka, se ona kar smuka tam okrog vrha, drži to, ne? Drži in ona je tudi v veliki meri je, kako se reče, konvencionalizirala svoj način dela v politiki, če uporabim ta izraz. Ne. Se pravi, je bistveno bolj konvencionalna, kot je bila mogoče na začetku. Verjetno so ji povedali, da tisto, kar je, s čimer se je odlikovala v začetku svoje politične poti, morda ne naletava na najboljši odziv javnosti in je potem se kar precej umirila, ne, je zelo konvencionalna političarka postala.